Če smo iskreni, nihče si ne želi slediti nobenemu jedilniku. Ne želimo si odpovedovanja, ne želimo si omejitev in nikakor ne želimo jesti brokolija iz ene posodice, medtem ko drugi normalno jejo. Vseeno pa za neko zdravo prehranjevanje in hujšanje rabimo strukturo. In v tem videu vam bom razkril in pokazal 5 pravil, s katerimi boste sami lahko sestavili svojo prehrano, svoj jedilnik, brez diet do konca življenja. Moje ime je Jan, sem kineziolog in ustanovitelj športne klinike. Več kot 1000 ljudem smo že pomagali osvojiti zdrav življenjski slog in izgubiti kakšen kilogram. Zdaj pa gremo. Prvo pravilo nam bo pomagalo, da nismo ves čas lačni, da smo dlje časa siti in da ne iščemo ves čas nekih prigrizkov. To bomo dosegli tako, da v vsak obrok vključimo eno živilo, ki je bogato z beljakovinami, in drugo živilo, ki je bogato z vlakninami. Beljakovine vemo, da najdemo v mesu, v mlečnih izdelkih, v ribah, jajcih, imamo tudi nekatere rastlinske vire. Na drugi strani vlaknine imamo v polnozrnatih izdelkih, sadju in zelenjavi. Če to upoštevamo, bomo dosegli 3 učinke. Prvi je, da znižamo glikemični indeks celotnega obroka. To pomeni, da bomo tekom dneva dlje časa siti, poleg tega pa znižamo tveganje za inzulinsko rezistenco. Drugi učinek je, da zvišamo termični učinek hrane oziroma obroka. Kaj to pomeni? Predstavljajte si, da vsakeč, ko pojemo neko živilo, neko hrano, delež energije in kalorij se porabi že za samo prebavo te hrane, da mi sploh lahko vsrkamo to energijo. In termični učinek pri beljakovinah je 10 do 20%. Na drugi strani, da imate za primerjavo, imajo maščobe 0 do 2%. Torej, ko pojemo beljakovine, če si predstavljate 100 kalorij zrezka, 10 do 20 kalorij avtomatsko lahko zbrišemo, ker se takoj porabi, medtem ko na drugi strani, ko pojemo nekaj mastnega od 100 kalorij, se 100 kalorij tudi shrani v naše zaloge. Se pravi, nam je v interesu, ker vsi preveč pojemo, da zvišamo termični učinek obroka in to dosežemo z beljakovinami in vlakninami. Tretji učinek je pa to, da ko mi jemo beljakovine, signaliziramo telesu, da med hujšanjem ohranja in gradi našo pusto telesno težo, mišično maso in posledično dvigne našo dnevno porabo oziroma bazalni metabolizem. Seveda, spet nam je to v interesu. Zdaj gremo pa na drugo pravilo. Drugo pravilo smo o njemu veliko že govorili v drugem videoposnetku, ki se vam bo zdaj zrisal na ekranu oziroma ga imate v opisu tega videoposnetka, in to je kalorična gostota živil. Če na kratko povem, predstavljajte si en majhen košček 100-gramski sira. Ta 100 gramov sira ima približno 350 kalorij. Se pravi, volumensko je to hrane zelo malo, ni nekaj bogato z vitamini in minerali, je pa zelo bogato z energijo in kalorijami. Na drugi strani, če si pogledamo 100 gramov zelene solate, je ena cela skleda, je velik volumen, ki napolni naš želodec, ima pa samo 20 kalorij. In spet, mi želimo in nam je v interesu napolniti želodec, da smo siti, vnesti veliko vitaminov in mineralov, ne pa tudi kalorij in energije, ker konec koncev imamo shranjene v naših lastnih zalogah. Torej, o tem govori kalorična gostota živil. Gremo na tretje pravilo. Tretje pravilo, želimo omejiti obroke in želimo omejiti porcije. Ni problem, če se odločite, da boste imeli 2 obroka na dan, 3 ali pa 5 obrokov. Ampak naj bo to res 5 obrokov, naj ne bo 5 obrokov, pa še ena kava s smetano ali pa mlekom, pa samo en piškotek od sodelavke, pa še ne vem kaj. Treba se je omejiti, določiti in pojesti to, kot si zastavimo, in potem dati pauzo do naslednjega obroka. Da vmes ne jemo in ne pijemo, to je pomembno nič, kar ima kalorije. Seveda pa število obrokov ni dovolj, moramo omejiti tudi same porcije. Se pravi, vzamemo nek krožnik, si naložimo, kar smatramo, da je za nas dovolj, kritično ocenimo in potem s tem končamo. Težava je, ko smo doma ali pa na obisku ali pa kjerkoli, ko pojemo en kos pečenke, pa krompirja, pa še en kos pečenke vzamemo, pa še malo krompirja, pa potem sledi še sladica, pa joj, koliko je dobra torta, a bo še en kos, ja, bom samo še enega. In potem se nabere in je vsega preveč. Torej, pomembno je, da smo prišli do naslednjega 4. pravila, da se prehranjujemo zavestno. Da zavestno vemo, kaj jemo in kakšne porcije si damo. Danes smo vsi v hitrem življenjskem slogu, hitro se premikamo, dogaja se nam, stoje jemo, na poti jemo in sploh se ne zavedamo, koliko pojemo. Tudi zvečer
pred televizijo, na telefonih, z ekrani in nismo prisotni. Naj bodo obroki odmori v dnevu, da se prehranjujemo zavestno, da vemo, kaj jemo in koliko pojemo. Treba se fokusirati na okuse, na žvečenje in predvsem na sitost, da vemo, kdaj smo siti. Zdaj smo prišli do zadnjega, 5. pravila, ki vse skupaj lepo zaokroži in odgovori na vprašanje, kaj pa, če se pregrešim. Nič ni narobe, če se pregrešite. Pomembno pa je, da znate kompenzirati, izravnati. In to je 5. pravilo. Če veste, da se obeta neka bogata večerja, da boste več pojedli za vikend, boste preprosto upoštevali ostala 4 pravila in prejšnji obrok ali pa prejšnji dan, teden pojedli manj. Pojedli boste kakšno solato, kakšno enolončnico, nižjo kalorično gostoto obrok, boste pojedli manj, ker se boste zavedali, da bojo večerja, vikend, dopusti ali pa praznični decembri bolj bogati. Torej, normalno je, da se dogaja življenje, mi pa to znamo kompenzirati. Zdaj, za vas smo pripravili tudi praktične primere jedilnikov, jedi, smo šli v trgovino in pa doma v kuhinji, da lahko pogledate in vidite, kako to izgleda tudi v praksi. Če bi radi to pogledali, najdete povezavo v opisu tega videoposnetka, pa se vidimo tam.